Danes v Pomurskem dnevniku. Namesto prireditev denar otrokom. Mura išče tretjo zaporedno zmago. Zlato priznanje pomurskemu podjetju. Projekti v okviru načrta okrevanja. Vreme jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Tudi v decembru bodo zaradi epidemije koronavirusa odpadli številni praznični dogodki. Denar namenjen temu pa tako ostaja v občinskem proračunu. Občina Rače Fram bo kar 63.000 evrov razdelila med otroke, občina Gornja Radgona pa bo namesto praznične okrasitve mesta denar 10.000 evrov namenila v dobrodelne namene. Navkljub epidemiji koronavirusa bodo nekatere občine pričarale praznični duh svojim občanom. Med njimi je tudi občina Rače Fram, ki bo letos razveselila vse predšolske in šoloobvezne otroke. En del sredstev, ki se v letošnjem letu niso porabila za najrazličnejše prireditve, namenili otrokom kot božično novoletno darilo v višini 50 evrov. Gre namreč za sredstva v višini 63.000 evrov, ki so zaradi številnih odpadlih dogodkov na račun epidemije koronavirusa ostala v občinskem proračunu. Na ta način bomo omogočili približno 1200 otrokom, da bodo lahko starši nekoliko lažje kupili otrokom darilo za božično novoletne praznike. Podobno dobrodelni bodo tudi v občini Gornja Radgona. 10.000 evrov, ki jih vsako leto namenijo za novoletno okrasitev mesta, bo tokrat šlo v drug namen. No, letos je padla ideja in jaz jo močno podpiram, da večino tega denarja, če ne skoraj vsega, namenimo v dobrodelne namene. Ta trenutek pripravljamo seznam humanitarnih organizacij, ki jim bomo to namenili. V občini Kidričevo bodo poskrbeli, da bodo prazničnega vzdušja deležni čisto vsi občani, tudi starejši. Bomo pa tudi, tako kot vsako leto, ne bomo pozabili na nikoga, kajti tudi na starejše predvsem želimo nekako obdariti ob Miklavžu. Vsako leto smo jih povabili na srečanje, letos tega ne bo. Take ideje, kot jih bodo realizirali v teh treh občinah, številni občani močno podpirajo, a se najdejo tudi takšni, ki imajo pomisleke. So pa tudi ljudje, ki razmišljajo drugače, ki govorijo o tem, da bo mesto preveč pusto, da si bomo morda kateri izmed akterjev kaj od tega denarja dali v žep. Mene je to celo razžalostilo, ko je nekdo napisal osebno vprašanje županu, ali bo morda kak evro od tega dal v žep. Moram priznati, da to prizadene, ko je ideja dobro, da lahko najdemo tudi na področju tako dobrega polja nekaj ljudi, ki razmišljajo, da pa tega ne počnemo iskreno. Lučk v mestu torej kaj dosti ne bo, bo pa denar, ki je bil prvotno namenjen za okrasitev mesta, letos namenjen prinašanju tistih lučk v domove, kjer te svetlobe nimajo. Nogometaši Mure se bodo jutri v 15. krogu prve lige Telekom Slovenije v domači Fazaneriji pomerili z Bravom. Prvo letošnjo srečanje so dobili Ljubljančani, črno-beli pa verjamejo, da bo tokrat drugače. Mura je po nekoliko slabših predstavah ponovno ujela zmagovalni ritem. Zmagi proti Gorici in Kopru sta dvignili samozavest moštva. Pa naravno, ove dvije utakmice su nam puno značile, s time što smo i pobjedili obe, 6 bodova, poslije Olimpije dobro smo se digli, odmah smo se vratili u tu kolotečinu i naravno sutra nas čeka jedna teška utakmica sa Bravom koju mislim da imamo malu prednost što igramo kući i to trebamo pokazati od prve minute. Zelo pozitivno je iti, oziroma zelo pozitivna je zadeva, ko zmagaš tekmo, iti v naslednjo tekmo. Imeli smo svoje slabosti, imeli smo svoje dobre stvari. Zelo pomembno je, da smo objektivni pri sami analizi tekme, kako in kaj. In ko pogledam se skupaj, se stvari dvigujejo na višji nivo. Črno-beli so imeli z Bravom v prejšnjih tekmah kar nekaj težav. Na 5 tekmah v prvi ligi so prišli samo do 1 zmage. Pričakujem ekipo Brava zelo motivirano ekipo, pomeni ekipo, ki bo prišla v Mursko Soboto ne izgubiti. Prepričan sem v to. Enostavno so ekipa, katera ima vedno nekakšen dodatni motiv proti nam, kar je za nas privilegij iz prostega razloga, ker pomeni, da smo ekipa, katera je nekako pomembna. Po drugi strani pa pričakujem eno trdo tekmo, eno zahtevno tekmo, v kateri bojo odločile malenkosti. Pa očekujemo tvrdu utakmicu, svi znamo ishod iz prve utakmice protiv njih i mislim da to trebamo sutra ispraviti, kao što sam rekao od prve minute, agresivno i pokušati doći do sva 3 boda. V zadnji tekmi proti Kopru so bili varovanci Anteja Šimunže zelo nevarni v igri z glavo. Moram reči, da glede na kvaliteto izvajalcev, ki jih imamo,
mogoče bi lahko večkrat ali pa bi lahko bolj nevarni bili skozi vse tekme, ampak to je normalno, to je proces, v katerega morajo igralci priti do spoznanja, da imajo to kvaliteto, da morajo verjeti v svoje sposobnosti, kar tudi se dviguje iz dneva v dan in potem seveda v daljšem časovnem obdobju priješ do te samozavesti. V vsakem primeru je zelo odvisno tudi od dnevne forme, kako in kaj se te prekinitve izvajajo, ampak kvaliteta, ki jo imamo, je definitivno tista, katero lahko izkoristimo v vsaki tekmi. Tekme si že nekaj časa sledijo v hudem ritmu, zato je pomembna rotacija. Pa zasigurno da je možda malo teško, ali mislim da smo spremni na sve to. Svako 3 dana utakmica nije baš normalan tijek prvenstva, ali imamo velik kadar, dobra ekipa i mislim da svi možemo to odraditi kako treba. Danes je Pomurje nekoliko pobelil sneg, pripraviti se bo treba na drugačne razmere. V vsakem primeru so mogli prilagoditi. Tako za nas kot za njih, kaj bo prineslo jutrišnji dan, bomo videli, ampak v vsakem primeru je vremenska napoved ali pa je vreme tisto, pri katerem moramo biti zelo, zelo pragmatični. Srečanje v Fazaneriji bo na sporedu jutri ob 15. uri. V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije že 18. podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem. Nacionalno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za najboljše inovacije predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji. Nagrajence je nagovoril tudi predsednik države Borut Pahor. Gospodarstvo in kreativni sektor sta stebra družbenega napredka. Ključ je v njunem povezovanju. V vključevanju tistega, kar na prvi pogled zgleda nepovezljivo. Tistega, kar ni nujno tržno, vendar pa je potrebno za večjo produktivnost in uspešen preboj. Temeljna konkurenčna prednost vsakega podjetja namreč izvira iz inovativnega in kreativnega pristopa. V svetu je ta praksa v veliki meri že uveljavljena. Kulturni in kreativni sektor je v letu 2019 v državah Evropske unije zaposloval 7,5 milijona ljudi, kar je skoraj 4% vseh zaposlitev. Področje je zaradi svoje posebnosti v času korona krize sicer posebej ranljivo. To je prepoznala tudi Evropska komisija, ki je kulturo in kreativnost kot del načrta za okrevanje vključila med prednostne projekte Evropske unije. Vloga ustvarjalnih poklicev v družbi in v gospodarstvu je edinstvena. Kulturni in kreativni sektor nimata vpliva zgolj na izboljšanje življenj, blaginje posameznikov, vpliva tudi na preoblikovanje skupnosti. Ob tem pa ustvarja rast in delovna mesta. Kreativni in kulturni sektor, poleg izjemne nematerialne vrednosti, ustvarja skoraj 5,5% bruto dodane vrednosti Evropske unije. Med najbolj inovativnimi slovenskimi podjetji izstopajo tudi pomurska. Letos prvič je pomursko podjetje prejelo zlato priznanje in sicer je ta čas pripadla podjetju Roto, ki je predstavilo čoln izdelan po postopku Rotoliv tehnologije. Podjetje Go4Gol je prejelo posebno nacionalno priznanje za mlado podjetje za inovacijo in sicer za inteligentno zasnovane športne nogavice Go4Gol. Podjetje Paradise pa je prejelo srebrno priznanje za vrečko iz stebel rastlin paradižnika lušt. Danes ob 18:30 si lahko ogledate pogovor z županom Aleksandrom Jevškom, ki se je med drugim dotaknil projektov, ki jih je soboška občina prijavila v okviru načrta okrevanja. Poglejmo si kratek izsek. Ja, mi smo pripravili kar obširen nabor ukrepov, ki se mi zdi, da so pomembni za razvoj samega mesta. Poleg obvoznice, se pravi dokončanje vzhodne obvoznice in pa dokončanje severne obvoznice, ki sta že v fazi načrtovanja, veliko število tudi novih prostorov za razvoj industrije, za razvoj podjetništva. Kar se pa infrastrukture tiče, pa veliko kolesarskih povezav med posameznimi kraji, med posameznimi občinami, ki so nujno potrebne. Jaz mislim, da ni potrebno posebej ponavljati, da nujno potrebujemo celotno prenovo Noršinske z dogradnjo kolesarske steze, povezava kolesarske steze med Markišavci in pa obrtno cono, ki že dolga leta stoji, in pa seveda tudi vlaganje v šport. Tudi v območju Fazanerije smo pripravili kar nekaj projektov in pa se mi zdi, da je
pomembno, da ko smo pripravljali projekte, da smo se držali nekako tistega, v kar bo usmerjena tudi nova finančna perspektiva, to je zeleni dogovor, in da bomo te projekte izvedli. Tukaj imam v mislih predvsem projekte, s katerimi bomo dosegli, da bo v Murski Soboti čistejši zrak, da bomo prešli v veliki meri na električno mobilnost tudi javnega prometa in da bomo čuvali naravo, ker se mi zdi, da je to pomembna stvar, ne glede na seveda, da moramo spremljati razvoj. Na vladni tiskovni konferenci je vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike UKC Ljubljana Matjaž Rep dejal, da razpoložljivost postelj v bolnišnicah komaj sledi potrebam okuženih bolnikov. Poglejmo. Naj zaključku ponovim, sedanje razmere glede razpoložljivih prostih, navadnih in tudi intenzivnih postelj v državi je kritično in sprehajamo se po meji obvladljivosti razmer. Ocenjujem, da glede na epidemiološke razmere v državi vrha po številu zdravljenih bolnikov v bolnišnici, tako na navadnih kot na intenzivnih oddelkih, zelo verjetno še nismo dosegli. Zato ponovno poudarjam, epidemijo bomo obvladali samo skupaj, vkolikor se bo vsak od nas držal vseh sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. Ni dovolj, da te ukrepe poznamo, ključno je, da v njih verjamemo in da jih dejansko tudi dosledno izvajamo. Samo na ta način bomo uspešno zaščitili vse tiste posameznike v naši družbi, ki so ranljivejši in pri katerih je nevarnost težjega poteka večja in slab izhod verjetnejši. Tu ne gre za nas, ne gre za posameznika, dejstvo je, da gre za vse nas in ne nazadnje za vse, ki jih imamo radi. Jutri bo oblačno. Zjutraj in dopoldne se bodo na jugu začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo popoldne nekoliko ukrepile in razširile nad večji del Slovenije. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes je Pomurje prebelila manjša snežna odeja. Opoldne sta v Krajinskem parku Goričko namerili -4, v Murski Soboti in Radencih -3, v Lendavi pa -2 stopinji Celzija. Jutri bo oblačno. Zjutraj in dopoldne se bodo na jugu začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo popoldne nekoliko ukrepile in razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo v severovzhodnem delu Slovenije v Murski Soboti in Mariboru od -3 do -2, dnevne pa okoli 1 stopinje Celzija. V četrtek bodo padavine oslabele in dopoldne na zahodu tudi ponehale. Ponekod na vzhodu bo sneg prešel v dež, možna bo poledica. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo čez dan oslabela. V noči na petek bodo padavine povsod ponehale. V petek bo zmerno do pretežno oblačno, na zahodu se bodo popoldne znova začele pojavljati padavine, po nižinah bo deževalo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -1 do 1, čez dan pa od 0 do 12 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.